Ko tole pogledam, postanem lačen. Naslov nosi preroštvo, modrost in duhovništvo. Tole bom zdaj poskušal razložiti. Vse to, kar smo do zdaj omenjali, je na nek način Izraelova zgodba, ki jo lahko razumemo kot testo. To testo pa lahko oblikujemo v 3 dele in ga prepletemo kot tole pletenico, ker dejansko vsak od teh delov predstavlja en preroški tok, drugi modrostni in tretji duhovniški. Namreč to, kar smo do zdaj govorili, še zdaleč ni svetopismo. To je samo testo, samo tisto realno zgodovinsko ozadje, na katerem se Božji odrešenski načrt odvija. Vse to pa prepleta pravzaprav preroška, modrostna in duhovniška misel. Se pravi, si lahko to predstavljamo kot neke vrsto pletenico ali pa recimo judovski halal kruh. Poglejmo, kaj imamo s tem v mislih. Najprej preroški tok. Ko govorimo o prerokih, imamo v mislih 2 skupini knjig. Najprej so to tako imenovali veliki preroki ali velike zbirke knjig. To so Izaija, Jeremija in Ezekiel. Vsi so delovali v Južnem kraljestvu. Od kod ta pridevnik veliki, mali? To se ne nanaša na anatomijo oziroma velikost prerokov, manjši, večji, pač pa na obseg knjig. Te 3 tukaj naštete knjige so najobsežnejše od vseh proroških knjig. Recimo Jeremija je najobsežnejša, Izaija ima 66 poglavij, medtem ko kakšen od naslednjih tako imenovanih malih prerokov pa ima mogoče samo 2, 3, 4 poglavja. Se pravi, ne gre torej za njihovo kvaliteto ali pa pomembnost, pač pa na obseg dela. Kaj so pravzaprav bili preroki in kaj so počeli? Preroki so bili čisto preprosto Božji možje, ki so imeli na nek način zelo globok odnos z Bogom. Večkrat mislimo prerokovanje, šloganje. Ne gre za šloganje, ampak gre preprosto za to, da če neko osebo ali pa dogajanje tako dobro poznamo, vemo, kaj se bo zgodilo. Podobno kot je Jeremija recimo videl malikovanje, je rekel, glejte, kazen bo sledila, Asirija pride in vas bo kaznovala. To ne pomeni šloganje, ampak preprosto izpeljevanje neke božje logike na podlagi dejanskih okoliščin. No, sama prisotnost prerokov pa že sama po sebi pove, da vse ni šlo tako, kot je bilo načrtovano. Preroki so pravzaprav indikatorji, kaj se dogaja v družbi. Če prerokov ne bi bilo, bi bilo vse lepo in prav. Ker pa preroki so in zdvigujejo glas za revne, stiskane, jih lahko razumemo kot neke vrste družbeni, religiozni indikatorji. Takrat, ko Izrael hodi po napačni poti, takrat, ko malikuje, takrat se pojavljajo preroki in kličejo, opozarjajo, pridite nazaj, pridite na pravo pot. Zato govorimo tudi o korektivnem učenju. Preroki niso ničesar novega učili, pač pa so samo klicali nazaj k razodetju, k izvirom, k vrnitvi v izhodiščno točko. Tako da res, če kadarkoli želite kaj preučevati svetopismo, so vam preroki dejanski izkaz ali pa stanje med teorijo in prakso. V teoriji seveda piše recimo, ne smeš jemati obresti od svojega sobrata, ne smeš mu vzeti tega in onega, ampak če smo pa gledamo resničnost, pa vidimo, da je bilo vse prej kot takšna, kakor so si jo zamišljali v Svetem pismu. In pa seveda najbolj glasni znanilci enega in edinega samega Boga. Drugi tok je duhovniški in ta se najlepše vidi v zbirki psalmov. Kaj so pravzaprav psalmi? Psalmi so pesnitve posameznikov, recimo ob rojstvu otroka. Ob recimo lepem jutru, sončnem vzhodu, se pravi ob neki vzhičenosti nad lepoto stvarstva, mogoče ob fascinaciji nad bogastvom kraljeve poroke, ali še kaj druga, ali pa tolažba, ali pa recimo žalost ob smrti soproga, pa kaj takega. Se pravi, gre za čisto osebne pesnitve, ki pa najdejo pot v bogoslužje.
tako da postane potem uradna del bogoslužja, se pravi bogoslužne pesmi. Ampak ravno zaradi tega, ker so jih pisali posamezniki, so na nek način, kot piše, ogledalo starozavezne, osebne in občestvene vere. Se pravi, na eni strani smo prej recimo omenjali Levitik, ki opisuje, kako naj izgledajo ti obredi, kako naj se obhaja Jom Kipur, kako naj se zakolje to in kako naj ono. To je, kako naj bi bilo. Psalmi pa govorijo, kako je bilo, kako je dejansko v življenju tudi bilo, brez cenzure. Zato ogledalo so na nek način indikator, kaj in kako so doživljali, kako so živeli Izraelci to vero v dejanskem življenju. Na levi strani še slikica najbolj znanega harfista ali pa glasbenika Stare zaveze. To je David. Zaradi njegove modrosti so po tradiciji vse psalme pripisali, oziroma večino psalmov Davidu in pa njegovemu sinu Salomonu. Še predzadnji tok so modrostne knjige. To je pa še zadnji vidik, ta zadnja prestica v pletenici. Gre pa za vprašanje, kako to vero, te religiozne ideale pretvoriti v vsakdanje življenje. Čisto konkretno, vstanem, zmolim. Kaj pa zdaj? Kako zdaj torej izgleda življenje, ki z Jahvetom? Kako izgleda starozavezno življenje? In tako imamo en recimo glavnih takih predstavnikov knjiga Pregovorov. Reki. Tudi mi veliko rekov poznamo. Ne vem, jabolko ne pade daleč od drevesa, ali pa kaj podobnega. To so na nek način življenjske modrosti, ki so se oblikovale tako na ravni kolektivnega razmišljanja in našle pot v eno tako zbirko mnogih pregovorov, rekov, modrosti, ki jih imenujemo pregovori. Potem v tem sklopu razmišljajo tudi o trpljenju. V Stari zavezi so si to zelo preprosto še predstavljali, namreč, če sem grešen, sledi kazen. Če delam Bogu všečne stvari, sledi blagoslov. Kaj pa če ne? Kaj pa če delam vse prav, pa me udari nesreča, kot recimo Job? Morda veste za Joba, da je bil pravičen, vse je delal prav in potem zaradi pogovora med Satanom, torej padlim recimo angelom in Bogom, Satan reče, veš kaj, tale tvoj Job, vse je v redu vernik, ampak vse bi to vsak počel, poglej, vse se mu splača. Ima družino veliko otrok, veliko bogatstva, ne? Udari ga, boš videl, te bo preklel. No in kot posledica te, tako rekoč, stave, Job izgubi vso družino, zdravje, bogatstvo in knjiga izpostavlja eno glavnih tem modrostnega toka smiselnosti trpljenja. Kako je zdaj s trpljenjem pravičnih? Še en tak poseben vidik modrosti je recimo knjiga Pridigar. Taka malo bolj pasivna, pa pesimistična knjiga, depresivna, nečimernost čez nečimernost. Vse je nečimernost. Se pravi, kaj ima pravzaprav sploh v življenju smisel? Je smiselno graditi hišo, če bom itak šel čez nekaj let? Je smiselno se pehati za tem, za onim? Se pravi, ta knjiga predvsem poskuša odgovarjati na smisel življenja kot takega in nam poskuša, se pravi, obzorje prikazati v pozitivni luči, recimo eshatono. Torej še modrostni tok in če zaključimo s tole slikico, glavno vodilo vseh teh treh tokov, ki smo jih omenjali, a pa tudi vseh ostalih področji, ki smo jih prej odpirali, pa je recimo ubesedeno na več mestih pri prerokih, recimo tukaj konkretno Daniel 3:16 in pravi mož se boji Boga. Gre za tako imenovani motiv strahu Božjega. Kaj to pravzaprav v Svetem pismu pomeni? To ne pomeni, da se moramo zdaj tresti pred Bogom, ne gre za ta strah, ampak gre za spoštovanje distance. To, kar smo prej, če se spomnite, govorili pri ognju. Mi smo pri ognju lahko čisto mirni, zleknjeni, dela za nas, ampak če gremo preblizu, se opečemo. In to je tudi ideja Boga Stare zaveze. Bog dela za človeka, sliši bolečino, prihaja nasproti, rešuje,
ampak hkrati zahteva tudi spoštovanje. Spoštovanje in distanco, zato pravi, pravi moški se boji Boga. Z drugimi besedami, pravi moški veruje Boga. Pravi moški upošteva realnost Boga, ki je ontološko drugačna in se tega zaveda in tudi to poskuša prenašati v svoje življenje.